Prišli so do nas in poprašali, kdo je pripravljen oditi za Slovensko vojsko na misijo, takrat v Bosno in Hercegovino, še vedno na nemirni Balkan. Ja, medicina je na srečo univerzalna, tako da je zdravljenje bolnikov zelo podobno, ne glede na to, ali jih zdravimo v civilni sferi ali vojaški. Kot kostni kirurg lahko v vojski najdem dosti potencialnih nadgraditev svojega strokovnega znanja, tako iz kostne kirurgije, kot tudi iz visceralne kirurgije. Se mi zdi, da so bila vsa pričakovanja dosežena, se mi zdi, da res tisto glavno pripadnost enemu timu, ekipni duh, ki je v vojski, se mi zdi, da res dober. In potem tudi konec koncev skupnih upravil, od tega klasičnega pucanja WC-jev do skupnih kosil in tako naprej, neke vojaške rutiniranosti. Je pa definitivno drugačno delo tukaj, v smislu določenih improvizacij in tega v drugačnih razmerah. Prva misija je bila SFOR v Sarajevo leta 2000, nato Afganistan, mislim, da je bil 2010. In seveda vsaka misija je polna spominov in izkušenj. S helikopterjem peleš v bolnišnico operirati, nazaj glede mogoče še streljajo po tebi, pristaneš in ob tem je filmski dan skoraj da za tabo. Ker smo dosti pomagali na teh poplavah, ker smo hitro se odzvali in je bilo res, ambulante so bile postavljene na 2 lokacijah in smo res pomagali tem ljudem, da smo jim vsaj skrajšali obravnavo. Rentgen smo imeli na lokaciji, tako da so bili kar zadovoljni s to oskrbo. Tam prvič doživeli, kako so v bistvu lokalni prebivalci nas pozdravljali po ulici, so bili hvaležni, ker so vedeli, da jim dejansko pomagamo, da smo na voljo 24 ur na dan. Posebej bi se zahvalila svojim kolegom, zdravnikom, ki poleg svojega rednega zdravniškega dela opravljajo še vojaško službo. Prav tako z številnimi usposabljanji in vzdrževanji zdravniške kondicije, tako za civilne kot za vojne razmere. Vsi si želimo, da njihovega znanja in sposobnosti ne bi potrebovali, obenem pa seveda hvala lepa, da se ob vas lahko počutimo varni.